nam posredovala odločbo, ki ste jo dobili, ne? Zdaj vam so dodelili tretjo kategorijo, kar je 60 ur teh storitev, pa še teh 48 ur vam pripada, ne? Fizioterapija oziroma razgibavanje, tako. Točno to. Telovadba. Zdaj, mi smo se dogovorili, da bi začeli z manjšim obsegom ur, 40 ur. To smo rekli, ja, ker pač imate težave, ja, smo šli na roko vam. Zdaj, za začetek, ne, smo se tako dogovorili. Tako da jaz predlagam, da gremo mi dva malo skozi, kaj ste vi napisali, zdaj, če je kakva sprememba, kar se tiče, ne vem, da česa niste takrat zabeležili, da bi kaj potrebovali, oziroma da mogoče kaj so oni navedli, mogoče trenutno ne bi potrebovali, ne. Bomo šli malo skozi, tudi načrt priporočenih storitev, kaj so one navedle, ne? Ok. V redu? Tako da, v bistvu, vi hodite s pomočjo palice. Ja. Ja, tako da potrebujete pomoč, koliko sem jaz razbrala, tudi tako samo gibanje po prostoru. Ja, ker sem, tako rekoč, neukreten sem postal. Mislim, noge, ne vem, če so samo noge to krive, ali je še kaj drugo tudi, da, ker včasih si se lahko mogoče ulovil, ko se temu reče, če si hotel padeti. Jaz pa imam palco, pa če mi palca spodmakne, se več ne ulovim. Tako da načeloma bi lahko šli sami, ampak potrebujete spremstvo, Ja. ne? Že iz varnostnega razloga, tako. Tako. Ok. Zdaj, v bistvu, kar so tukaj navedli, te kognitivne komunikacijske sposobnosti, tu je dansko gospod v redu, ne? Tudi ni nekih zdravstvenih sprememb. Zdaj, pomoč je bilo rečeno, da potrebuje gospod pri tuširanju. Ja. 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 Ok. To še ostaja, ne? Pa britje. Britje, ok, ja. V redu. Zdaj zdravila mu vi pripravite, če sem prav? Zaenkrat bom rekla še sam. Okej. Ja, še sam, ker jih pač zdaj, hvala Bogu, nima toliko, ne? Ja. Pa jih je dejansko samo zjutraj. Ok. Ne? Tako da zaenkrat še ve, kam mora vzeti pa kak. Aha, tako da si sam se... Zaenkrat ja, ni še s tem težave. Ok. Potem imamo spremstvo oziroma pomoč znotraj prostora, ne, ko gospod potrebuje, potem čiščenje imamo, dodali so še tudi oni urejanje postelje oziroma pomoč pri vzdrževanju perila, ne, kaj zlaganje, likanje, spremstvo uporabnika v izvajanjem storitev, mislim v zvezi z dolgotrajno oskrbo, če bi kaj izven gospod potreboval, ne, potem še imamo storitve skozi, torej fizioterapijo, ko smo rekli nekje 2-krat na mesec, bi to prišlo potem. Pa to se bo tudi zdaj že lahko začelo izvajati s fizioterapijo, ali kak je, to pa imate? Z januarjem potem. To se pa potem tudi v okviru teh 2 ur, ali ne, to je pa posebej. Posebej, na letni ravni. Aha, no mislim, določi se, kdaj se nekdo pride na primer. Bo predhodno se bomo dogovorili. Se bomo dogovorili, ja. Ok, dobro, da ne bi bilo potem to preveč natrpano, ker mi tudi gledati, ne, da starostniki načeloma vmes rabijo malo počitka, ne. Da ne bi zdaj zjutraj, na primer, prišla, ona bila 2 uri tu, ne vem, ob 8:30 ali pa ob 9 šla, ob 9:30 bi pa bil že fizioterapeut. Zdaj fizioterapeut, ko bo, potem ko bo tudi več uporabnikov, nekaj tudi skozi pa bo tudi, ti pripada tudi pri prejemu denarnega, ne. Vseeno bo to treba na teren malo organizirati, kdaj bo šel ven, kaj bo počel, ne. Tako da vas bo poklical, se boste dogovorili, takrat lahko pridem, ne. Bomo tudi vse uporabnike pokrili. Tako da čisto tako, jaz bi takrat tisto uro ne bo šlo, to zagotovo ne, ne. Ne bo pa 10 fizioterapeutov, ne. Zdaj bomo začeli z enim in potem dodali novega, če bo potrebno. Je pa res, zdaj verjetno so vam tudi na centru rekli, niso klasične storitve fizioterapije z nekimi pripomočki, gre za to pomoč za ohranjanje stabilnosti, to bo pa res on ocenil. In je težko zdaj tukaj govoriti, kaj bo primerno, ne, za njega. Kot telovadba, Pa tudi učenje, pa tudi ravno to pomoč pri ohranjanju stabilnosti, pa da ni palcev, pravilno stajanje, ne, ker se to prilagodi. Zdaj se jaz tako stajam, tako kot pa ti. Pa bo on rekel, to pa ni prav, ne? Ampak tako kot je rekel, če mi palce zdrsne, pa jaz rad padem. On bo vedel, mogoče kaj je od zadaj teh procesov, kako si pomaga. Midve pa zdaj ne, in to bo ta pa vidva z fizioterapeutom. Vse delamo. Tudi on se bo mogel žigostati tukaj, tak, ne? Zdravje, evo. Na uspešno izvajanje z januarjem. Bo vas pa tudi malo gnala, veste,
Če bo ona zdaj zlagala z okna, da skupaj sedela, pa da skupaj zlagala. Ti pomagal. Zakaj ste se odločili za vstop v dolgotrajno oskrbo? Pripada vam, pripada gospodu, pravzaprav vašemu očetu. Kaj vam takšna zdaj pomoč, ki jo uvaja država, pomeni? Dejansko eno varnost pa eno zagotovilo, da če se karkoli zgodi, ne vem, da je nekdo z njim, da sem čim prej obveščena, da sem jaz bolj mirna, ne vem. Po drugi strani pa tudi to, da ni potrebe potem, da bi šel v dom. Kako pa gledate, to do sedaj ni bilo možno, sedaj bo, res je, da se sistem uvaja počasi, res je tudi, da plačujemo prispevek za to, pa vendar nekako kot družba moramo poskrbeti za starejše naše, starše, dedke, babice. Ja, jaz pozdravljam, da zdaj dejansko ta zakon je, ne. Je pa res, da bi to lahko bilo bistveno prej. Smo se pač mogli znajti na drug način, ne. Se pravi, tako kot smo že rekli, pomoč na domu, ne. Pa ne vem, tudi vsi družinski člani stopiti skupaj, ne. In si pokrivati, ko nekdo ni mogel ali pa kakorkoli. Bistveno več, bom rekla, obremenitve za nas svojce, ne. Se pravi, dejansko ne samo za mene kot za hčero, ampak tudi, ne vem, bom rekla, za mojega partnera, za moje otroke odrasle, za vse skupaj, ne. Bo mogoče zdaj bistveno lažje. Gospod, se kaj veselite, da vas bodo mlajše obiskovale po prvem? Ja, to se veselim, ja. Kaj potrebujete, predvsem kakšno pomoč, kaj bi si želeli? Tako, da so poštene do mene, pa da me zgajajo, koliko je njihova prisotnost. Vam bo koristilo, da pridejo vsak dan vas malo pogledati zjutraj pa pomaga? 16, pravi 9 let. Bo, ne? Ja.